Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Tokrat se bomo posvetili vprašanjem prehrane. Ne le kaj jemo, temveč tudi kako, zakaj in s čim dopolnjujemo svojo prehrano. V poplavi informacij, trendov in nasvetov se pogosto vprašamo, kaj je resnično zdravo in kaj je le dobro oglaševano. Kakšna je vloga prehranskih dodatkov? Kdaj jih res potrebujemo in kdaj so morda le nepotrebno breme za naše telo in denarnico. Da bi razjasnili dileme in dobili strokoven vpogled, smo k nam povabili direktorico specializirane prodajalne Avita Biofarma d.o.o. Koper, ki nam bo pomagala razjasniti mite, deliti koristne nasvete in nas usmeriti k bolj premišljenim prehranskim odločitvam. Poglejmo. Torej, katera so neka osnovna pravila, ki jih mora človek vedeti o zdravi prehrani? Zdrava prehrana temelji na raznolikosti, zmernosti in ravnovesju. Pomembno je vključevati različne skupine živil, da pokrijemo vse potrebe po hranilih. Zmanjšati vnos ultrapredelanih živil ter uživati dovolj sadja, zelenjave, kakovostnih beljakovin in zdravih maščob. Hidratacija in ustrezna velikost porcij sta prav tako ključni. Kaj pa bi po vašem mnenju morali ljudje spremeniti, da bi najprej opazili neko razliko? Najprej naj zmanjšajo vnos sladkorjev in predelanih živil ter povečajo vnos polnovrednih živil, kot so zelenjava, stročnice, polnozrnata žita in zdrave maščobe. Že ta sprememba lahko bistveno vpliva na raven energije, na boljše počutje, na boljšo prebavo. Veliko vpliva. Kaj pa recimo menite o teh popularnih dietah, kot so recimo keto ali pa intermittent fasting, veganstvo mogoče, a so trajnostne? Vsak od teh diet ima svoje prednosti in izzive. Keto, intermittent lahko prinesejo hitre rezultate, nista nujno primerna za vsakogar dolgoročno. Veganstvo je lahko trajnostno, če je dobro načrtovano. Ključ je vedno v individualni prilagoditvi in strokovnem vodenju. Torej, v bistvu je pomembna ta individualizacija prehranskega pristopa. Kaj pa splošni nasveti sploh še držijo? Splošni nasveti so lahko dobra osnova, vendar ne upoštevajo genetskih, presnovnih in življenjskih prednosti posameznika. Prava moč prehrane je v individualnem pristopu, kjer se prehrana prilagodi potrebam, ciljem in zdravstvenem stanju posameznika. Pa ima sodobna prehrana dovolj hranilnih snovi ali so dopolnila danes načeloma že skoraj nujna? Načeloma lahko s premišljeno in raznoliko prehrano pokrijemo večino potreb po hranilih. Vendar zaradi tempa življenja, kakovosti in procesirane hrane nekatera hranila pogosto primanjkujejo. Zato so prehranska dopolnila lahko smiselna, a ne nujna za vse. Kateri dodatki pa so po vašem mnenju osnovni in bi jih recimo priporočili nekemu povprečnemu človeku, večini ljudi? Pogosto priporočeni osnovni dodatki so vitamin D, omega-3 maščobne kisline in magnezij. V določenih primerih tudi vitamin B12, zlasti za vegane, vegetarijance, a priporočilo mora biti vedno temeljiti na individualnih potrebah in laboratorijskih izvidih. Kdaj pa prehranska dopolnila smiselno dopolnjujejo prehrano in kdaj lahko postanejo mogoče zavajajoča ali pa škodljiva? Smiselna so, ko zapolnijo preverjene prehranske pomanjkljivosti, na primer pomanjkanju vitamina D pozimi. Težava nastane, ko postanejo nadomestilo za slabo prehrano
ali se uporabljajo brez nadzora. V tem primeru lahko vodijo v presežke ali interakcije z zdravili. Katerih mikrohranil pa povprečnemu človeku najbolj primanjkuje? Najpogosteje primanjkuje vitamin D, železa, predvsem pri ženskah, magnezija in vitamina B12 pri vegetarijancih in veganih. Pomanjkanje je pogosto tihi spremljevalec kronične utrujenosti, slabe odpornosti ali razpoloženjskih nihanj. Kako pomembno pa je preverjanje kakovosti prehranskih dopolnil, na kaj naj bojo potrošniki pozorni, ko jih kupujejo? Izjemno pomembno. Potrošniki naj izbirajo izdelke preverjenih blagovnih znamk s transparentnimi sestavinami in dokazili o neodvisnih analizah kakovosti. Paziti je treba tudi na obliko hranila, na prisotnost nepotrebnih dodatkov in deklarirano količino. Kako pa komentirate trend zdravje iz kapsule? A je lahko slabo prehrano v bistvu ali jo lahko nadomestimo s prehranskimi dodatki? Prehranska dopolnila niso nadomestilo za zdravo prehrano, temveč le dopolnilo. Zdravje iz kapsule je pogosto zavajajoča poenostavitev. Prava sprememba se vedno začne s prehrano, z gibanjem in življenjskim slogom. Kaj pa predoziranje z določenimi vitamini in minerali? A je lahko nevarno? Kdaj je v bistvu preveč? Da, še posebej pri maščobotobnih vitaminih, kot je vitamin A, vitamin D, vitamin E, K in določenih mineralov, na primer železo. Dolgotrajni presežki lahko vodijo v resne zaplete, zato je pomembno, da se dopolnila uživajo premišljeno in po potrebi pod nadzorom strokovnjaka. Torej v bistvu, kako pomembno je, da se ljudje posvetujejo strokovnjakom, preden začnejo z jemanjem prehranskih dopolnil? Izjemno pomembno. Samodiagnostika in samopredpisovanje lahko vodita do napačnih odločitev. Strokovnjak lahko na podlagi prehranskih navad, morebitnih zdravstvenih težav in laboratorijskih izvidov ustrezno svetuje in pomaga izbrati prave dodatke. Hvala za pogovor. Hvala vam. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.